Drage inovatorke in inovatorji, lov za najboljšimi inovacijami leta 2020 se je pričel. Regionalne zbornice so sredi februarja objavile svoje regionalne razpise, ki so samo prva stopnja do izbora najboljših inovacij v Sloveniji v tem letu. Začnimo s tem, zakaj se sploh prijaviti na razpis Gospodarske zbornice za inovacije. Zagotovo gre pri teh priznanjih za najvišja nacionalna priznanja za inovativnost v Sloveniji, no to pa ni vse. O glasu teh inovacij in o pomembnosti pričajo tudi različna mnenja in izjave, ki so jih podali inovatorji in inovatorke v preteklih letih. Med njimi izpostavljamo v tem primeru tukaj 3. Kdo lahko prijavi inovacijo na razpis? Pravzaprav vsi. Lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, samostojni inovatorji in pa tudi druge organizacijske oblike, torej od zavodov, fakultet in drugih oblik institucij znanja. Kaj lahko prijavite na razpise? Kot prvo je pomembno omeniti, da je inovacija na trgu potrjena invencija. Torej vaš izum ali pa invencija mora biti potrjena bodisi na trgu ali pa v vašem proizvodnem ali drugačni obliki oziroma v poslovnem procesu. Sicer pa mora biti inovacija prvič upeljana na trg oziroma v vaš proces od 1. januarja 2018 pa do zadnjega marca tega leta, torej 2020. Prijavite lahko vseh 5 različnih tipov inovacij, torej od produktne inovacije, ki so nekako največkrat omenjene, največkrat uporabljene, do procesnih inovacij, torej izboljšave in inoviranje v vaših procesih, do trženjskih inovacij, torej marketinški pristopi, organizacijskih inovacij, vse, kar inovirate v vaših poslovnih procesih, v vaši organizaciji interno, in pa tudi družbene oziroma socialne inovacije, ki odgovarjajo na različne potrebe družbe. Torej, teh 5 tipov inovacij lahko prijavite, ampak kam lahko prijavite? Ker prihajate iz različnih regij, bo verjetno najlažje, če pogledate na spletno stran Inovativne Slovenije, katere povezavo vidite na tem zaslonu. Na podstrani priznanja Gospodarske zbornice za inovacije boste našli tale zemljevid, na katerem boste našli vseh 13 regijskih enot. S klikom na vašo regijsko enoto, od koder je vaše podjetje, boste prišli do konkretnega razpisa, kjer so vse informacije in vsa potrebna dokumentacija. Vaše inovacije lahko prijavite najkasneje do 17. aprila tega leta, torej zapomnite si, 17. april je tisti rok za oddajo, ki je zadnji dan. Sicer pa je verjetno najpomembnejše, kako se sploh tega lotite. Najprej torej poiščite razpis na spletni strani. Preberite razpis in pravilnik, ki najdete na spletnih straneh, potem uporabite predlogo prijavnega obrazca, ki je prav tako na spletni strani. Skrbno in podrobno izpolnite obrazec, ampak pazite na omejitev strani in na koncu oddajte svoj obrazec do 17. aprila. Od takrat naprej pa tako vi kot mi držimo pesti za čim boljšo in čim boljši lesk vašega priznanja.
Še nekaj uporabnih nasvetov, ker boste potrebovali veliko informacij iz različnih panog oziroma iz različnih področji vaše organizacije, se posvetujte z različnimi sodelavci, od marketinga do prodaje, do razvoja in drugih sodelavcev. Predvsem pa v prijavnem obrazcu uporabljajte slike, grafe, sheme in pa predvsem številke. Številke so zelo pomembne in vam bodo prinašale dodatne točke pri ocenjevanju. Bodite pa kreativni, pošteni, konkretni in predvsem jedrnati. Vse morate strniti na 5 strani. Sestavni deli prijavnega obrazca so namreč osnovni podatki o inovaciji, nato opis inovacije za komisijo in za uporabo v medijih, ter podroben opis inovacije, ki se deli na odličnost in učinek. Pri osnovnih podatkih o inovaciji, za kar boste porabili eno stran, boste opisali vašo inovacijo, kdo so inovatorji oziroma vaša inovacijska ekipa, za kakšno vrsto inovacije gre, torej vse tiste potrebne informacije, ki so ključne in osnovne, kar se tiče vašega predloga. Ne pozabite na podpis izjave, izjavo podpiše vaš direktor oziroma odgovorna oseba vašega podjetja. Druga stran je namenjena opisu inovacije, tudi to se ne ocenjuje, gre za kratek opis inovacije za komisijo, torej kot nekakšen izvleček vašega daljšega opisa, potem pa še 2 še krajša opisa za uporabo v medijih, v slovenščini in v angleščini. Bodite pozorni na omejitev znakov, saj bodo ti opisi uporabljeni v regionalnih katalogih in pa tisti, ki se boste uvrstili na nacionalni nivo, tudi v nacionalnem katalogu letošnjih inovacij. Potem pa tisti najpomembnejši del, za katerega imate na voljo največ 5 strani. Podroben opis inovacije je sestavljen iz dela, kjer boste opisovali odličnost in kjer boste opisovali učinek. Pa gremo po vrsti. Prvi del odličnosti vam prinese 50% končne ocene, torej 5 od 10 točk. Za začetek opišite problem, ki ga rešuje vaša inovacija in pa njegovo rešitev. Torej, kakšen in čigav problem rešuje vaša inovacija, kakšno je bilo izhodiščno stanje, kako ste to reševali, kje ste sedaj in na kakšen način vaša inovacija rešuje ta problem. Če boste dobro opisali, boste za to prejeli 1,5 točke oziroma 15% končne ocene. Na to se posvetite razsežnosti inovacije, tu ne opisujete tega, kje inovacijo tržite, ampak na kakšnem nivoju je vaša inovacija zares inovativna. Ali je to inovativno na globalnem nivoju, ali je to morda inovativno za področje Slovenije, torej nekdo nekaj podobnega ali enakega že uporablja v tujini, v Sloveniji pa je to prvič vpeljano na trg ali v proces, ali pa je to nekaj povsem novega za vaše podjetje. Torej imamo 3 nivoje in to vam lahko prinese največ 10% končne ocene. V 3. točki boste opisali stanje na področju inovacije. Tu opišite, radi rečemo, state of the art stanje, kjer opišete najsodobnejše stanje tehnike, storitev, postopkov, metod na področju vaše inovacije in primerjajte to z vašo inovacijo. Podajte razne patente, pregled znanstvenih, strokovnih člankov, torej poskušajte čim bolj utemeljiti, zakaj je vaša inovacija zares povsem nova in v čem je vaša inovacija boljša od konkurenčnih produktov ali drugačnih oblik inovacije na trgu. Tudi to vam bo prineslo 15% končne ocene. Pri tej točki umestite vašo inovacijo v eno izmed 9 prioritetnih področji slovenske strategije pametne specializacije. To se ne ocenjuje, ampak je pomembno za statistično zbiranje, kam se kakšne inovacije uvrščajo. V 4. točki opišite oziroma podajte, kako oziroma če je vaša inovacija zaščitena. Torej imate podanih več različnih oblik, vi pa se opredelite za eno izmed njih. Če pa nimate zaščitene inovacije, niti z neko poslovno skrivnostjo, pa to opišite kot da inovacija ni zaščitena. To vam bo prineslo 5% končne ocene, kakor tudi 5. točka, pri kateri opišete inovacijsko ekipo, torej iz stališča multidisciplinarnosti, opišite iz katerih področji so
vaši inovatorji, koliko je žensk, koliko je moških v vaši ekipi, ali ste sodelovali tudi z raziskovalnimi organizacijami in pa ali ste pri inoviranju sodelovali tudi z drugimi gospodarskimi organizacijami. To je torej del odličnosti, prehajamo pa na del učinek, ki vam tudi prinese polovico vseh točk. Najprej boste zelo podrobno opisali vašega uporabnika. Verjamem, da to zelo dobro veste, kdo je vaš uporabnik, kdo so ciljne skupine kupcev, uporabnikov in pa zraven dodajte, kakšen potencial pa ima vaša inovacija za razširitev te skupine ciljnih uporabnikov. Torej, morda so trenutni ciljni uporabniki frizerski saloni, morda pa obstaja potencial, da začnete vašo inovacijo tržiti tudi, naprimer, pri pekarjih. To je samo za primer, torej razmišljajte o tem in prineslo vam bo 10% končne ocene oziroma 1 točko. V nadaljevanju podrobno opišite vaš trg, torej kje tržite vašo inovacijo. Je to globalni trg, je to nišni trg, je to Slovenija, so to podjetja, so to končni kupci. Torej opišite trg in pa kdo so posredni in neposredni konkurenti na tem trgu. Če tega ne morete zelo konkretno opisati, poskušajte opisati vsaj z nekimi opisi teh konkurentov. In tudi to vam bo prineslo 1 točko. Predzadnja točka so finančni učinki, zelo pomembna točka, torej inovacije so namenjene temu, da prinašajo neko finančno korist, poleg ostalih koristi, in v tej točki opišite oziroma zelo konkretno navedite za pretekla leta, kakšen je bil letni promet vašega podjetja in dobiček, in pa kakšen promet in dobiček je k temu prispevala vaša inovacija. In pa opredelite, kako kaže za vašo inovacijo, torej letni promet in dobiček za naslednja 3 leta. Pri tem se predvsem osredotočite na to, kako boste to dosegli. To je zelo pomembno. Torej, 1,5 točke in pri tem opišite oziroma, če lahko, navedete tudi celoten vložek v inovacijo. To se ne bo ocenjevalo, bo pa zelo pomagalo članom komisije, da bodo bolje razumeli in lahko tudi bolje ocenili vašo inovacijo. In za zaključek opišite še trajnostne učinke vaše inovacije. Zelo pomembno področje, prineslo vam bo 1,5 točke. Pri tem opišite, kakšni so učinki na vašo organizacijo interno, ali ste prejeli kakršnokoli nagrado že za vašo inovacijo, kako inovacija vpliva na okolje, kako vpliva na družbo in pa kako se vaša inovacija integrira v vašo poslovno strategijo oziroma inovacijsko strategijo. Tako, to je bilo vseh 9 točk razdeljenih na učinek in pa odličnost. V pomoč vam bodo tudi primeri izpolnjenih prijav produktne, procesne in družbene inovacije, ki jih boste našli na spletnih straneh vaših regionalnih razpisov. Torej, poskušajte se čim bolj držati tega, bodite pri tem kreativni, jedrnati in morda boste prav vi tisti, ki boste prejeli eno izmed zlatih priznanj in se tako uvrstili tudi na nacionalni nivo in tekmovali za najboljše inovacije v Sloveniji. Za zaključek povem še nekaj o ocenjevanju. Za prejem kateregakoli priznanja na regionalni ravni in tudi na nacionalni morate prejeti minimalno 3,5 točke od 5 točk, tako na področju učinka kot na področju odličnosti. Točke vidite tu za vsako posamezno priznanje, medtem ko je ta točkovalnik malo prilagojen za družbene inovacije in pa tiste inovacije, za katere bo zelo očitno, da niso bile deležne organizirane in profesionalne podpore. Tu so predvsem mikro in mala podjetja, torej do 10 zaposlenih, medtem ko ta omejitev 3,5 točke pa ne velja za družbene inovacije. Pri teh inovacijah lahko na posameznem področju dosežete tudi nižje število točk in boste prejeli priznanje. Sicer pa dodajam še pomembno informacijo. Letošnji inovacijski izziv je inovacijsko sodelovanje kulturno-kreativnih industrij in gospodarstva. Pri tem smo pozorni na strateško sodelovanje podjetij z področja kulturno-kreativnega sektorja in pa ostalih, recimo temu tradicionalnih oblik gospodarstev skozi razvoj inovativnih storitev, rešitev, proizvodov in pa procesov. Torej, tudi zato bomo podelili posebno priznanje na Dnevu inovativnosti
2020, ki bo potekal 15. septembra v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Torej, dodajte si to v vaš koledar in se vidimo 15. septembra. Sicer pa vse informacije so na spletni strani Inovativne Slovenije, na spletnih straneh vaših regionalnih zbornic. Spremljajte i novičke, ki izhajajo vsak petek, tudi tam bomo izhajali oziroma objavljali vse potrebno v povezavi z razpisom, ali pa me kontaktirajte preko mojega e-maila ali pa na mobilni telefon. Tako, želim vam vsem srečno pri vaših inovacijah in pri prijavi na razpis in se veselim vaših prijav ter vas lepo pozdravljam. Srečno!